Živjo, sem Kristina Kosmač in bom danes z vami govorila o tem, kaj se zgodi, ko nas življenje iz neke naše cone udobja ali potisne v cono neudobja. In kaj takrat, ko ta cona neudobja mogoče traja dlje časa, ni to samo enkratna situacija, ki mogoče traja par minut, nekaj ur, ampak je lahko tudi situacija življenjska, ki se vleče čez nekaj mesecev, nekaj let. In vsi vemo, da takrat se začnejo v nas kopičiti lahko neki občutki nezadovoljstva, smo razočarani, obupani, nas je strah, se sprašujemo, kaj vse to pomeni, tako nekako, kakor pravi, cona neudobja ni udobna. Sama sicer delam kot psihoterapevtka in mi je tudi to, da sedim v coni udobja na kavču, nekaj domačega, pa vseeno vem, da življenje tudi se dogaja izven cone udobja in predvsem me zanima to, kako tudi ko sedimo, ko se poglabljamo vase, kaj se takrat znotraj nas dogaja. Moja izkušnja je, da večkrat že samo z opazovanjem sebe, s poglabljanjem vase, delamo korake iz svoje cone udobja. In ja, kot sem že rekla, ni prijetno, ni nam fajn. Sprašujemo se različne stvari, kaj zdaj to pomeni, kaj takrat, ko nam ni fajn. Vsi stremimo k temu, da nam bi bilo udobno, da bi se fajn počutili, ampak vemo, da ni tako. In ko se to nekaj časa nabira v nas in poglablja, kaj zdaj? Vsi vemo, da v enem trenutku se pojavi eno čustvo, ki nam je vsem poznano, ampak hkrati se na njega različno odzovemo. In to čustvo je jeza. Jeza se pojavi in nam sporoči, da je nekaj rabimo narediti. Rabimo se aktivirati, rabimo poskrbeti zase. Čeprav nam je domače v tem, da nam ni fajn, ker se tega navadimo, je res pomembno, da takrat, ko pa začutimo, da bi moglo biti nekaj drugače, da temu prisluhnemo. Ker velikokrat se zgodi, da v takih situacijah, ko nam ni fajn, začnemo to jezo usmerjati na druge, na zunanje okoliščine. Jezni smo na nekaj zunanjega, na nekoga drugega, krivimo zunanje okoliščine za to, kar se nam dogaja. Ampak v resnici nas prav ta jeza povabi k temu, da se opremo na svojo notranjo moč, na to, kar je znotraj nas. Povabi nas k temu, da se učimo prav samostojnosti tega, kako postati avtonomni v nekih svojih odločitvah, kako prevzeti odgovornost za to, kar se nam dogaja. Ne glede na to, kakšna je ta situacija, v kateri se nahajamo. Ker večkrat, ko pogledamo skozi svoje oči, vidimo, da mogoče se ne da nič narediti. Imamo občutek, da je res toliko te nemoči, da ne moremo se premakniti, da je ta cona neudobja toliko neudobna, da se kar malo ne znajdemo in smo mogoče tudi v eni paniki, strahu. Ampak takrat nam res pride na pomoč jeza, ki nam pove, daj ustavi se, premisli in naredi nekaj, da bo drugače, ker je možno. In ko se tega zavemo, lahko vidimo, da ni nujno, da ostanemo v tej drži pasivnosti, tej drži, ki nam je malo navajena. Ker takrat, ko smo v coni udobja, nam je res fajn in ne rabimo nič narediti, lahko samo uživamo. In kdaj potem mislimo, da lahko vse te stvari prenesemo tudi na takrat, ko nam ni prijetno. In če ostajamo v tej drži neke pasivnosti in tega, da krivimo druge za to, kar se nam dogaja, potem v bistvu se prikrajšamo sebe za to, da bi res lahko nekaj spremenili, da bi lahko se iz cone neudobja premaknili in zrasli na ta način. Tako da druga v bistvu stvar, ki nam ostane, je prav to, da se odločimo za zavestno spremembo, za to, da naredimo nekaj na sebi.
da to jezo res uporabimo za to, da poskrbimo zase, da razmislimo, kaj lahko v neki dani situaciji naredimo. In če se za trenutek še malo ustavim pri tej prvi možnosti, da ostanemo v tej pasivni drži, je mogoče pomembno čisto razumeti, zakaj se nam to zgodi. Vsi vemo, da takrat, ko nam nekaj ne gre ali pa smo v neki neprijetni situaciji, ali to, ko sem že omenila, da krivimo druge, ali pa začnemo negativno razmišljati o sebi. Se pravi, pridejo v nas neke take misli, kot je, da nam ne bo uspelo, da nismo dobri, da so drugi boljši, da jaz pa že nisem za to, ali pa se ne splača potruditi, ali pa ni vredno. Tako neki taki črni scenariji, neka omejujoča prepričanja, ki nam stalno govorijo, da ne, da moramo tukaj ostati. Ampak če ostajamo v tem, se to nezadovoljstvo samo še poglablja in lahko potem samo še poglabljamo tudi neke neprijetne občutke, obupa, razočaranja. In je samo en začaran krog, v katerem se vrtimo. In večkrat je potem res to ključno vprašanje, kako iz tega začaranega kroga izstopiti. In tukaj je ta jeza, ki jo lahko uporabimo konstruktivno, ker nam nekaj pomembnega za nas sporoča. Sporoča, da se rabimo postaviti za to, kar nam je pomembno, za to, kar si želimo. In čisto preprosto lahko takrat se vprašamo najprej, kaj je ta dejanski problem, ki nas matra, kaj je v tej situaciji, ki nam je neudobna, kaj je tisto, kar res ni okej, kaj nas jezi. Lahko je to neka zunanja okoliščina, lahko je to povezano z neko osebo, ki je vpletena, lahko je to čisto nekaj našega, neka naša lastnost, splet okoliščin in fajn je, da to ozavestimo, da vidimo, kaj pravzaprav je na stvari. Potem druga stvar, je fajn pogledati, kaj res lahko naredimo, katere so možne rešitve za to. Seveda se lahko zgodi, če gledamo skozi oči, ko smo v tem začaranem krogu, da ni rešitve, da tudi če mogoče so, da jim ne bo, da niso uspešne, da ne bodo ta prave. Ampak takrat se rabimo ustaviti in si reči, ne, pogledal bom, kaj je dejansko možno. Lahko si zamislimo par možnih rešitev, ki jih vidimo, tudi če čisto potencialno. In potem za vsako od teh rešitev, ki jih vidimo, napišemo tudi, pogledamo posledice, kaj nam bi to prineslo, če bi se odločili za eno stvar, za drugo, ali pa tretjo, pa še kakršnokoli drugo. In ko pogledamo, kaj je tisto, kakšne posledice bi to imelo za nas, presodimo, kaj bi bila tista najbolj optimalna, najboljša za nas. Da pogledamo. In to, če recimo napišemo si stvari, bo čisto drugače, kot če o tem razmišljamo v svoji glavi. Ker vsi vemo, da takrat, ko so misli v naši glavi in o tem premlevamo, vidimo lahko en kup možnosti, zakaj nekaj ne bo uspešno, ker se vrtimo v tem začaranem krogu. Ampak če poskusimo, če se tega lotimo malo bolj strateško, pa lahko vidimo, da se pokaže možnost. In takrat, ko se odločimo za eno stvar, kaj bi bilo vredno poskusiti, takrat je ključen moment, da res stopimo v akcijo, da nekaj naredimo, ker jeza je taka aktivna energija, nas požene in rabimo stopiti v akcijo. Če jo utišamo, potem bomo nadaljevali ta začaran krog. Če pa nadaljujemo in spravimo nekaj, kar se odločimo v akcijo, v dejanje, potem imamo možnost, da nekaj s tem spremenimo. Mogoče je to majhna stvar za začetek, ampak potem, ko pogledamo nazaj in ovrednotimo, kaj smo z neko določeno spremembo naredili, lahko spet ponovno pogledamo, skozi to izkušnjo sem se naučil to pa to in iz tega vidim, tukaj mi še zmanjka, tukaj je ta problem še ostaja in spet pogledam, kako se lahko lotim pa ta problem reševati. In ko
ko tako v bistvu poskušamo in delamo stvari se v realnosti tudi začne nekaj spreminjati. In ena stvar mogoče, ki je res ključna, ko govorimo o spremembi, je to, da pomislimo, kaj mi bo ta sprememba dobrega prinesla. Da pogledamo na spremembo s pozitivne plati. Ker vedno je v ozadju, tudi ko smo v tej coni neudobja, nekaj na drugi strani, ki nam nekje slutimo, da nam prinaša nekaj dobrega, nekaj lepega. Mogoče pridobimo s tem, ko nekaj naredimo, večje zaupanje vase, samozavest, mogoče se nam okrepi nek občutek varnosti, zaupanja, mogoče neke kompetentnosti, samostojnosti. Vsak ve zase, kaj je tisto, kar mu lahko ena dana situacija v neki coni neudobja prinese, če se res loti aktivno z njo soočati. Zdaj si lahko nekaj trenutkov vzamemo za to, da pogledamo, kako je to pri nas. Kakšna je trenutno naša situacija? Je mogoče kakšno področje našega življenja ali pa se trenutno odvija kakšna konkretna situacija, kjer nam ni najbolj udobno, prijetno, ali smo trenutno v obdobju, ko nam je fajn, kako je, da malo čisto vrednotimo, kaj se nam trenutno dogaja, kje smo trenutno v svojem življenju. Tudi če nam je mogoče trenutno čisto v redu, se lahko spomnimo na kakšno situacijo, ko nam ni bilo tako fajn, ko smo iskali način, kako da bi nam bilo boljše. In če si zamislimo eno tako situacijo, lahko čisto konkretno pogledamo, kaj čutimo v zvezi s tem, kar se nam dogaja ali pa kar se nam je dogajalo. Dobro je, da ozavestimo vse občutke, ki so povezani s tem, tudi če so mogoče neprijetni in bi si najbolj želeli, da bi kar malo šli, pa da ne bi bili tako intenzivni. Ampak neprijetne občutke je vedno fajn pogledati, se z njimi soočiti, ker že na ta način, ko jih poimenujemo, ko vidimo, kaj točno se v nas dogaja, naredimo en korak iz te cone neudobja. Majhen korak, ki potem na dolgi rok prinese eno večjo spremembo. Ta del zaupanja procesu je zelo pomemben, ko hodimo po tej poti stopanja iz cone v udobje, v neudobje in nazaj v udobje in tako skozi življenje. Da zaupamo, da bo prineslo. Mogoče se lahko tudi spomnite kakšne situacije iz precej let nazaj, ko se vam je zdelo stvari nemogoče, pa ste potem skozi čas ugotovili, da malo po malo pa ste prišli ven iz tega. In podobno je tudi s temi situacijami, ki se vam zdaj dogajajo. In potem, ko pogledamo, kaj je tisto, kar čutimo v dani situaciji, tudi tisto, kar najrajši ne bi, se lahko vprašamo, kaj rabimo, kaj želimo, kaj nam ti občutki sporočajo, katera naša potreba je v ozadju, pa mogoče ni zadovoljena, ne moremo jo čisto uresničiti, zadovoljiti. Kaj je tisto, kar bi res rabili, da nam bi bilo v redu? Se pravi, da že začnemo razmišljati o tem, kaj potem lahko v naslednjem, tretjem koraku naredimo s tem. Tako kot sem prej rekla za jezo, ko začutim jezo, jeza me aktivira, da konkretno nekaj naredim, da zaščitim tisto, kar je pomembno mi, da poskrbim zase, ker je mogoče nekaj zame pomembnega, lahko je to neka vrednota, oseba, občutek, ogrožen. In ko se vprašamo, kaj rabimo, potem je ta čas, da pogledamo, kaj lahko naredim s tem, kaj naredim, da bom to, kar mi manjka, zadovoljil, uresničil. In tukaj se začne potem vsi ti koraki, ko pogledamo možne rešitve, potencialne posledice in se to tudi spravimo v samo akcijo.
Istočasno pa je zelo pomembno tudi, da ozavestimo ta naš začaran krog. Kaj je tisto, kar nas drži nazaj? Kaj je tisto, kar nas drži, da ostajamo v našem začaranem krogu? Katera so mogoče ta naša prepričanja, negativna, katere izkušnje, mogoče iz preteklosti so tiste, ki nam govorijo, da drugačno, boljše ni možno. Kaj je tisto, kar nas blokira? In ko to ozavestimo, v bistvu imamo možnost, da s tem nekaj naredimo. Da ko naslednjič opazimo, da se nam to isto zgodi, da si rečemo ne, danes bom naredil drugače, danes bom aktivno naredil nekaj, kar mi bo prineslo spremembo. Nekaj, kar še nisem. In lahko v teh dejanjih, teh akcijah, v bistvu se čisto zavestno odločimo, da bomo naredili ta korak iz svoje cone udobja v neudobje, ampak v to neudobje konstruktivno, ki nam prinese dobre stvari. In spodbuda, motivacija, ki nam pomaga pri tem, je vedno to, da ko nam ni prijetno, da pomislimo, kaj nam bo sprememba, če se zadnjo odločimo, dobrega prinesla. Kaj je tisto, kar bom pridobil iz situacije? Kako bom zrasel? Kaj bo to, kar me bo obogatilo? Pri tem je tudi dobro, da se zavedamo, da čas je vedno tisti, ki bo prinesel svoje. Da rabimo vztrajati, da rabimo se potruditi, da tudi ko nam ne gre, ko obupamo, da spet se spomnimo, ne, naprej bom šel, ne bom ostal v tem svojem začaranem krogu. Seveda se lahko zgodi, da niti ne opazimo, da se spet ujamemo v ta začaran krog in tudi s tem ni popolnoma nič narobe. Pomembno je, da ko to opazimo, da se spomnimo na to, da lahko nekaj naredimo. Vsak od nas ima v sebi to moč in ta potencial, da lahko naredi spremembo. In jeza je tukaj ključna, ker nas spomni na to, da imamo v sebi to moč in da lahko sami naredimo nekaj, da lahko prevzamemo odgovornost zase in za svojo situacijo in da ne rabimo čakati, da se bo nekaj zunaj spremenilo, zato da bo nam prineslo nekaj dobrega. Lahko se seveda zgodi, da ko začutimo jezo, da se nam zdi, da je to nekaj slabega, da je to nekaj, kar mogoče ne bi smeli čutiti, da je to nekaj nesprejemljivega. Ampak v resnici, če res slišimo to sporočilo naše jeze, lahko s tem nekaj dobrega naredimo. Če ne ostajamo v tem začaranem krogu, ko to jezo prenašamo na druge, na zunanje situacije, ali pa jo v negativnem smislu usmerjamo nase. Zato je prav ta na nek način pozitiven odnos pa do jeze, ker je jeza v resnici čisto normalno čustvo, nam pomaga, da lahko uresničimo to, kar želimo. In prav to bomo skupaj raziskovali in se učili uporabljati v praksi preko Zoom srečanj, na katere ste vsi, ki vas ta tema zanima, ki bi radi se preizkusili v stopanju v cono neudobja in iz nje, da se nam pridružite in da bomo to počeli skupaj. Ker vedno se izkaže, da ko slišimo še nekoga drugega in se pogovarjamo skupaj, da vidimo, da smo vsi na istem, da se nam vsem ljudem to isto dogaja, da vsi smo že bili kdaj čist na tleh, obupani, se nam je zdelo, da nismo sposobni in da nič ne bomo mogli narediti. In ko slišimo, da nismo sami v tem, potem je veliko lažje iti tudi naprej iz te točke, kjer mogoče smo zdaj ali pa se znajdemo čez nekaj časa. In skupina nam vedno tudi nas podpre v tem, da vidimo,
da imamo to moč v sebi, in da vidimo ta svoj potencial, ki ga lahko uresničimo in uporabimo v situacijah, v vsakodnevnem življenju, ker večkrat na to pozabimo. In če si pripravljen, pripravljena pogledati vase in si pripravljen narediti spremembo, potem pridi in bomo skupaj naredili kakšen korak naprej.